kepa! Snežinke bele, zemljo odele, so nižno kakor pajčola. Ljubezen v zraku se čuti v mraku in ko se dela beli dan, zdaj že oddavi, mi greš po glavi, kot snežna vila, sanjam te, sem čisto slepa, me tvoja kepa zadela je v srce. Leti, leti, snežna kepa. Pazi, kepa, punca lepa. Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa. Kepa ne zadene, slepa, če pade, ne jezi se. Leti, leti, snežna kepa, pa zadela je. Snežinke bele, zemljo odele, so nižno kakor pajčola. Ljubezen v zraku se čuti v mraku in ko se dela beli dan, se z mojim dragim lepo imava, ima narava bil obraz. Leti sto staro, ima navado, ko pride zimski čas. Leti, leti, snežna kepa. Pazi, kepa, punca lepa. Leti, leti, snežna kepa, srček tvoj naj čuva se. Leti, leti, snežna kepa. Kepa ne zadene, slepa, če pade, ne jezi se. Leti, leti, snežna kepa, pa zadela je. Leti, leti, snežna kepa. Kepa ne zadene, slepa, če pade, ne jezi se. Leti, leti, snežna kepa, ta zadela je. Dobro jutro in lepo zdrav, drage dame, dragi gospodje. Ja, lep, krasen uvod smo imeli zdaj z glasbo, ne? Snežna kepa, no marsikje takole, ne? Po vrhovih je kar precej snega, v dolini malce malo ali pa skoraj da nič. Sicer pa kaj naj vam rečem, draga moja družba, srečno, uspešno, zdravo, zadovoljno novo leto 2024. Jaz sem se že veselila prejšnje nedelje, ne? Da bom z vami, ampak ne, jo je zagodel en virus. Mislim, da tale virus kar takole ne, se širi po celotni Sloveniji, ampak mi ga bomo prijetno odgnali. V naši oddaji imamo danes ne, nekaj malo za odgnati, ampak v nadaljevanju seveda danes bo veliko glasbe, veselja, radosti, nasmehov, vse tja ne, saj veste, do 12. ure. No, čisto na začetku pa zdajle se pozdravim oziroma pozdravljam z nekom, ki je bil prejšnje leto z nami v naši družbi, in sicer gospod Aleš, produktni vodja in sicer podjetje Gorenje, ki je tudi sponzor naše oddaje, pa tudi vi, draga moja družba, ste bili deležni skoraj da vsako nedeljo ne, njihovih krasnih nagrad. Lep pozdrav, Aleš, dobro jutro ali dober dan? Lep pozdrav, Polonca, tudi tebi, lep pozdrav tvojim gledalkam in gledalcem na tole nedeljsko jutro, še vedno po moje, ne, za večino nas. Kako si, Aleš, si preživel novo leto v družbi svojih domačih, kje si bil, daj malo povej? Ja, tako, ja, bolj v družbi domačih, pa smo se pa malo razvajali, zdaj smo že malo začeli smučati, tako da se malo vikende porabimo za zimske aktivnosti. Krasno, super. Povej mi, kaj se kaj dogaja pri vas v Gorenju?
Ja, pri Gorenju vedno skrbimo za svoje kupce, vedno gledamo, kako jih čim bolj razvajamo. Ne? Neki, kot si že ti omenila, ti jih razvajaš v tvoji vdaji z nagradami, mi jih razvajamo pa z akcijami. In imamo zdaj kar nekaj akcij, Polonca, o katerih bova lahko govorila. Greva kar v akcijo. No, super. Najprej bi rekel takole, da vse te akcije, ki jih bo zdaj omenjala, veljajo tako v naših studijih, kot tudi pri naših poslovnih partnerjih. Se pravi, v vseh trgovinah, kjer se prodaja Gorenje izdelke. To se pravi, če začnemo kar s pečicami, ki so zdaj dosti aktualne, ker se še vedno veliko peče, po zimi več pečemo, več smo noter, več sladkega delamo. No, pri Gorenju zdaj pri izbranih pečicah ponujamo žito bon in sicer od 40 do 100 evrov, odvisno od pečice. Gre za izbrane pečice, ki imajo ali funkcijo pirolize ali paro, tako da mislim, da je odlična priložnost za vse tiste, ki še nimajo teh novih pečic, da si umislijo novo Gorenjevo pečico. To je recimo ena akcija, ki jo imamo zdaj na pečicah. In Polonca imamo tudi akcijo za pripadajoče kuhališče. Za indukcijska ali plinska kuhališča izbrana imamo zdaj posod v Sloveniji v akciji tudi darilo, in sicer vok posodo. Tako da mislim, tudi to super za vse, ki radi še malo eksperimentirajo v kuhinji, da si privoščijo mogoče malo azijskega pridiha, se pravi, tudi ta akcija še vedno poteka. In pa, ko bomo vse skuhali, bomo mogli to tudi pomiti. Tako da pri Gorenju ponujamo zdaj tudi nakup izbranih pomivalnih strojev z možnostjo vračila. Kaj to pomeni? Mi v Gorenju popolnoma zaupamo v kvaliteto naših izdelkov, zato omogočamo pri izbranih pomivalnih strojih, da se kupec v primeru, da ni zadovoljen, vseeno premisli in v roku 30 dni lahko izbrane pomivalne stroje tudi vrne. Jaz mislim, da tega ne bo noben naredil, no, ampak za tiste, ki niso prepričani v mogoče smotrnost nakupa, velja tudi ta zagotovilo, ki ga ponujamo za strani Gorenja. In pa pri izbranih pomivalnih strojih za začetek ponujamo tudi finish tablete za strojno pomivanje, tako da v bistvu, ko kupite naš pomivalni stroj, lahko takoj začnete že z uporabo, brez da morate še kaj dodatno skrbeti. Tako da recimo tole je zdaj kar dosta aktualno, Polonca, in tole bo še cel januar in mislim, da tudi del februarja. Krasno, super ste pripravili tole. Daj mi samo še nekaj povej. Zdaj si gledamo oziroma oglejujemo ta vaš salon v Ljubljani. V bistvu je kaj, odprt skoraj cel dan, ne? In tam je praktično vse, kar proizvajate, kar Gorenje Hisense v bistvu proizvaja, ne? Ja, res je. V teh naših studijih je pravzaprav vse na enem mestu, tako da v bistvu ob obisku naših studijih lahko v Ljubljanskem lahko tudi izbirate med kuhinjami, to se pravi, dodatno lahko izberete tudi kuhinjo, leseni del. Tako da resnično lahko kupite vse, kar potrebujete za doma. Od malih gospodinjskih aparatov do recimo kuhinjskih aparatov. Seveda imamo tam tudi na enem mestu večino naših TV sprejemnikov, Hisense blagovne znamke, tako da resnično recimo, da je za vse poskrbljeno, za vse, kar potrebujemo doma. Ja, krasno. Torej, zjutraj lahko pridemo kdaj od 8 do katere ure? Od 8 mislim, da je do 19 oziroma 20, odvisno od dneva. Sicer pa so vsak dan na voljo tudi izkušeni prodajalci, tako da imamo tudi ekipo res fenomenalno, tako da boste ne samo kupili izdelek, ampak v vseh naših studijih boste tudi dobili pravo postrežbo, se pravi tudi pravi izdelek boste dobili. Krasno. Aleš, jaz imam zdaj, sej veš, ki se pogovarjava, v planu dve zadevi. Itak pralni stroj moram zamenjati, pa seveda skrinjo zamrzovalno. Dejva se dotakniti malo tele druge, oziroma saj si specialist tudi za te skrinje, a ne? Ja, skrinje, seveda, pri Gorenju imamo veliko različnih skrinj. Imamo skrinje, imamo zamrzovalne omare, odvisno tudi, kaj potrebuješ, ne. Zdaj, bom rekel, starejša generacija se bolj spomne skrinj, kjer smo v bistvu zlagali, bom rekel, v skrinjo navzdol, ne. Zdaj,
Pri mlajši generaciji pa recimo tudi po določenem tem krogu kupcev se pa tudi prodajajo zamrzovalne omare, ki so te predale mogoče bolj lahko zloženo, bolj pregledno, ne? Čisto odvisno zdaj tudi, kaj dajemo noter, kaj si želimo, tako da tega imamo pri Gorenju veliko na izbiro, tako da bo zagotovo najdla tudi kaj zate. Bova našla, super. Samo še nekaj preden rečeva na snidenje, Aleš, kot produktni vodja, povej mi, kaj se kaj dogaja? Bomo kakšne novitete deležni v tem letu, v letu 2024? Ja, lahko rečem, da zdaj v kratkem, to sem zelo vesel, da lahko deliva z tvojimi gledalkami in gledalci, v kratkem bomo pri Gorenju lansirali novo generacijo oziroma novo energijsko učinkovito generacijo pomivalnih strojev in sicer v A energijskem razredu. Trenutno takega pomivalnega stroja še nimamo in jih je tudi zelo malo na tržišču. Pri Gorenju začnemo s proizvodnjo teh A učinkovitih energijskih aparatov pomivalnih že v februarju, tako da jaz se nadejam, da nekje v marcu bojo lahko pri nas tudi v Sloveniji kupili zelo učinkovite energijske pomivalne stroje Gorenje. Krasno. In a veš, Aleš, v marcu se vidiva prav gotovo tukaj v studiu. No, velja, se že veselim. Takole, hvala ti za tole oglašanje, ti si res tak dober sogovornik, 1, 2, 3 to poveš in seveda vsi na njihovo spletno stran, torej spletna stran Gorenje. Seveda dosti informacij, Aleš, pa najdemo tudi na Facebook strani, na Instagramu, a ne? Ja, posod. Na teh medijih smo pri Gorenju zelo aktivni, se zavedamo, da je veliko kupcev tudi mlajših, ki uporabljajo te kanale. Imamo tudi seveda tudi kakšne letake za nas, ki se včasih doma želimo malo prepričati, kaj kupati, pa prebrati kaj. Za mlajšo generacijo pa tako, kot si omenila, na vseh omrežjih socialnih imamo svoj kanal, tako da vljudno vabljeni vsi, da si jih ogledajo. Krasno. Aleš, hvala lepa za danes in kaj naj ti rečem, lepo, krasno nedeljo ti želim. Ja, hvala in enako tudi tebi in vsem tvojim gledalkam in gledalcem. Srečno, adijo. Takole, Aleš iz Gorenja je bil tole z nami, zdaj zopet pa čas za naslednjo glasbo in poženemo v drugo, morda polka valček, potem pa kaj hitro, naslednji glasbeni gostje. Letos december je brez tebe, sam bom snežinke v vitru lovil. Letos Miklavž je pozabil na mene, žalosten vino bom kuhano bil. Kar pada naj sneg, snežinke plišejo naj, mogoče mi smeh prinesejo nazaj. Kar pada naj sneg, na licu naj se dobi, prazniki so, ti pa z drugim si. December je bil lepši kot lani, jaz pa stopinje v sneg rišem sam. Svet se topi kot snežinka na dlani, ker ti si z njim mraz v srcu imam. Kar pada naj sneg, snežinke plešejo naj, mogoče mi smeh prinesejo nazaj. Kar pada naj sneg, na licu naj se dobi, prazniki so, ti pa z drugim.
sneg na licu naj se dobi. Prazniki so, ti pa z drugim si. Prazniki so, ti pa z drugim si. Je poskočna in vihrava, njena hitra nota prava, včasih tiha, včasih glasna, je energija njena takšna, da na svetu kraja ni, kjer vsaj enkrat ne doni. Mnoge je zaznamovala, po Golici najbolj znana, zato pa zdaj zapliši polko z nami to. Zdaj, v svet z nami trese se, v ritmu polke ti, mlado staro se vrti, ob zvenu glasbe ti, pozabi na skrbi. Poskočna in vihrava, njena hitra nota prava, včasih tiha, včasih glasna, je energija njena takšna, da na svetu kraja ni, kjer vsaj enkrat ne doni. Mnoge je zaznamovala, po Golici najbolj znana, zato pa zdaj zapliši polko z nami to. Zdaj, v svet z nami trese se, v ritmu polke ti, mlado staro se vrti, ob zvenu glasbe ti, ne delaj si skrbi. Zvenu glasbe ti, pozabi na skrbi. Juhuhu, bravo! Ansambl Razgled danes z nami, krasno, jaz smo takole narediti. Roka tako, juhu, Katarina. Juhu, kak ste, draga družba? Ha? Ja, super. Ste v redu danes? Odlično. Ansambl Razgled, a imamo dober razgled? Zelo lepo. Kam seže tale razgled? Odkot ime Ansamblu Razgled? Vem, da po nekih hribovih prihajate iz okolice Ljubljane. Ja, Monika, ampak, ne? veš, jaz sem najmanj časa tukaj pri Ansamblu Razgled. Pa sem glih tebe vprašala. Pa glih mene si to vprašala. Koga? Pa veš, ampak pa odgovor. lahko povem, da so Ansambl Razgled prihajamo neki del z Dolenjske, neki del z Gorenjske. Jaz pa Katarina sva Dolenjki, ti naši trije fanti so pa Gorenjci. No, Marko je malo vmes tam med Ljubljano. Katarina nad Ljubljano. In Marko, kako ste dali vi to ime? Aha, Marka moramo vprašati. Marko, izvoli. Ja. V glavnem, ime je nastal iz razgleda, iz Toškega čela in Katarine proti Ljubljani. To pomeni, ti se ful sprehajaš in gledaš in raziskuješ vašo naravo in od tam takšno ime? Ja. Jaz sem zelo leteči po Katarini in po Toškem čelu in tam okolja. Aha, zato Ansambl Razgled. Je bilo kaj drugega v igri? Ni dosti. Ja, sedaj. Ampak ponavadi ne imamo, a veš, 3, 4, 5, pa se pa malo fajtamo, ne, kaj bomo, tole bo, tole ne bo, tole bo, tole ne bo. Zdaj, Razgledovce je že kako dolgo? Ja, 6 let. 6 let? 6 let, ja. Ampak prej pa ful veliko že kilometrine v raznih drugih ansamblih. Tako je, vsi imamo kilometrino. Marko, ti si... A moram vse povedati? Ja, pa daj malo povemo, no. Jaz sem začel pri ansamblu Dolomiti pred 23 leti. Po 7 letih sem presedlal drugam, to je bil Bloški odmev takrat. S tem vmes smo imeli še 4 leta
eno skupino bolj rock varianto. A, veš no? Ja, zdaj sem zadnjih 6 let sem pa tukaj. Si pa tu. Krasno. Kaj si, bolj kot ne vodja zdaj tega ansambla, držiš niti vajeti pod kontrolo? Jaz sem umestni člen. Umestni člen si. Kje je pa glavni člen? Na desni ste. A, tule je. Sploh ti ne bi rekla, veš, da si. Ne, največji sem zgleda za to. Ja, sej, ja. Ti dam seveda kar Kristjan. Prosim, ja. Prav si zapomnila. No, daj, Kristjan, ti zdaj prihajaš, pa odkotno točno? Ti si zdaj tisto vmes. Jaz sem pa iz Kranja. Iz Kranja. Edaj mi povej, kako zdaj to potekajo te vaje, torej Dolenjci pa Gorenjci, kako gre to skupne? Ker tudi natura Dolenjcev in Gorenjcev je tudi malo drugačna. A drži? Ja, je, ampak je fina. Fino. Se prav, eni radi jemo, drugi pa rad dajo. A to je to? Ja, tako da je nekaj to super kombinacija. Krasen, se tudi danes bomo malo sprobali ene krasne dobrote z nami, seveda piknik prostor oziroma plac, pravijo, ne, Marov iz Jurkloštra, tukaj nedalec stran, z nami seveda Srečko in pa Boštjan, pa bomo tudi potem bo zadišalo tukaj v studiu. Ja, zdaj mi povej, no te vaje, zdaj, ok, vsi imate neke kilometrine, je dovolj, še vaje sploh so potrebne? Ja, ne? Kilometrina je fina zaradi izkušenj, ampak vaje zaradi samega uigravanja, zaradi ustvarjanja novih stvari je pa potrebna. Tako da mi imamo vaje, kar bi lahko rekel vsak teden. Zdaj, če je preveč na gosto z nastopi, pol nimamo vaje. A po gorenjsko, ne? Po gorenjsko, ne, ja. Pogosto, bom rekel pogosto. Pravilno slovensko, ja. Lahko tudi tako, sam je boljš mogoče, če malo zavijamo po svoje na gosto. Točno tak. Lej, viš, jaz imam svojo špraho, vi svojo, Dolenjci bojo pa malo drugače povedali, ne? Ja, tako je. Ja, vaje imamo, največkrat se dobimo pri Roku, ker ima en tak super prostor, kjer imamo lahko noter tudi bobne, stalno postavljene. V bistvu kaj, v živo? Ja, ko igramo zabavno glasbo, imamo tudi v živo vse in je akustične bobne težko prenašati. Povej mi, ok, zdaj pa to hrana, pa pijača, pa to pa mislim, da ni težava, ne, ker Katarina je strastna kuharica, tudi pa po izobrazbi kuharica, ne, Katarina, drži? Ja, res je, ja. Po mojem ti poskrbiš za kakšen štrudel domač, za kakšne kekse? Ja, čisto uganil. Zmeraj, ko pridejo na vajo, štrudel je skoraj obvezen. Pa še kakšna druga specialiteta iz mojih rok pride ven. Ampak kaj, po profesiji si kuharica? Ja, tako, sem kuharica, ampak nisem v tem. Ne. Zakaj ne? Ravno zaradi muzike. Smešno. Ja, zato ker ob sobotah, nedeljah, je težko, ne? Se pravi, jaz rabim čas. In zato sem se odločila, da grem v druge vode in da lahko igram v in se je išlo in je to. Ampak vseeno je kuharija tvoja tudi strast, absolutno. Ja, res je. Danes, če bi bila doma, bi kaj pripravljala? Verjetno bi bila kar nedeljsko kosilo. To vedno vsi rečemo, juhica, goveja. Ampak pa kakšen štrudelček še zraven. Za povrha, ne? Ja, super. Katarina, druga pesem bo katera? Ti veš? Katero imamo zdaj? Katero imamo zdaj, ti veš? A je Jodelviks? Sej moram, Brigita, Srečko, povejte, katera je druga na seznamu. Šopek belih rož. No, pa da malo več povejo te pesmi. Šopek belih rož. To pesem je pa spesnil naš Kristjan, tako da bi bolj on znal povedati. Kristjan, ja. Bele so. Ja, bele rože so, spomladanske, se pravi, pač asociacija iz prehoda. Jaz sem res napisal besedilo, ampak glasbo je pa naredil Marko na harmoniki. Tako da je en tak nižen valček za zaljubljene. Za zaljubljene? Lej, tudi mesec februar je pred vrati. Tako je, in bojo začele prve rožce poganjati. Teža, pa zaljubljeni bomo, pa Valentinovo bo. Zdaj malo gledam, neki prstani se glih ne švasajo tega gor, ne? Kar se prstanov tiče, to je tist, ker imamo vaje na Gorenjskem in Dolenjci prinesejo. Jaz ga pa imam. Sam midve smo v klubu teh, ne zdaj fantje ne nosite prstanov, ali ste poročeni, kakaj se s tem? Ravno hočem to povedati, da vsi imamo prstane, ampak ker smo rekli, da Dolenjci radi dajo, Gorenjci radi jemo, so te prstani ratali premajhni. Čuj, Kristjan, vsak izgovor je to. Ja, dober. Dober, evo. V drugo torej z nami ansambl Razgled, o belih rožah bodo govorili.
Šopek nižno belih rož, jaz poklanjam ti. Šopek nižno belih rož, znamenje ljubezni ti. Naj nebo bo spet brez mej, mene skončno radaj mej. Mene skončno radaj mej, naj nebo bo spet brez mej. Šopek nižno belih rož, jaz poklanjam ti. Šopek nižno belih rož, znamenje ljubezni ti. Naj nebo bo spet brez mej, mene skončno radaj mej. Mene skončno radaj mej, naj nebo bo spet brez mej. Mene skončno radaj mej, naj nebo bo spet brez mej. Bravo. Bravo, hvala lepa, ansambel Razgled za zdajle. Ja, jaz sem pa že v prijetni družbi, tule že Brigita gleda tele naše knjigice oziroma vaše knjigice. Srečko, lepo dobro jutro, dober dan tudi tebi. Ja, dober dan in hvala lepa za ponovno povabilo. Sej se bom tukaj vmes takole pridružila. Srečko prihaja iz piknik prostora, torej Marov, Srečko Jurkloštar, sem prav rekla, ne? Prav, tako je. Zdaj gledava tule z Brigito, kaj, jaz sem prav presenečena. Tole je pa vsakoletno darilo najnih dveh zlatih punc, Janje in Eve. Ja. Kaj je zbrano tle noter? V bistvu so celoletni dogodki, neki šaljivih, neki z našimi slavljenci, tudi jedi, pač vse, kar delamo, nek povzetek celega leta. Torej, kar se pri vas dogaja, Srečko, piknik plac Marov je namenjen predvsem zakaj? To je prostor namenjen zaključenim skupinam, porokam, rojstnim dnevom, različnim podjetjem, ki imajo team buildinge, birmam, krstam, pač v krogu svojih izbranih. Ni odprtega tipa, je zaprti tip po predhodnem naročilu. Ja, to pomeni, da se pri vas to ne naročimo, bom rekla, rezerviramo, evo, super, krasno bom tako ne pokazala, rezervirati moramo pri vas, ta prostor. Tako, ja. Zdaj rezervacije seveda potekajo na različnih mestih, torej Facebook strani, vas pokličajo. Kako je z letošnjim letom? Po mojem ste že kar zabukirana, ne? Mi uradno vedno damo termine za sprejemanje rezervacij v koncu januarja. Letos so nas nekateri slavljenci prehiteli, ker uradno bomo začeli sprejemati rezervacije drugi teden. Imamo pa maj, april in pa september že poln. Že poln z porokami, pikniki, slavja. V nadaljevanju bomo seveda si pogledali vaš prostor. Tudi na naši mizi imamo danes nekaj, ste pripravila, Srečko, kaj? Prav prijetno diši, vonjam, kaj, ribo? Imam prav? Ja, bo Boštjan povedal. Boštjan, to pa ti povedal, pa ti boš vedel. To bom jaz vedel, ja. Še od mene lepo zdrav enkrat. Ja, spekel sem zjutraj domač kruh. Ja, domač kruh, torej današnji svež. Ja. Spadi lahko, ko boste probali, je na kruhu namazan domač, v bistvu
kako naj povem, veganski, vegetarijanski namaz. Namaz? Iz česa? Zelo podoben biftku. Krasno. Lahko se da, jaz sem uporabil čičeriko, kuhano, potem malo zenfa, vložene kumrce in čune, malo gorčice, da to poveže in to v blender, da se to namaže. Da se namaže in pa gor? Gor je pa ocvrt piščanček, ampak je bil mariniran včeraj v jogurtu, obični jogurt. Pa cornflakes zdrobljen, pa to ocvrto. Krasno, sej ti si tak mojster v pripravi, ni da ni, ne. Zdajle bomo seveda v nadaljevanju si pogledali posnetek in sicer med pogovorom bomo zdajle pogledali, kaj vse pripravljate, torej poroke so tiste, abrahami, razni rojstni dnevi, pa kar dajmo seveda, pa bomo vmes govorili, da si pogledamo ta prostor. Ideja je torej prišla iz vajne strani, Srečko, in pa tebe, a ne? Ja, res je, ja. V času korone, to si tudi že povedal. Tako. Ja, za vse tiste, ki ne vedo, in zdaj je iz te ideje nastala ena krasna zgodba. Ja, več kot to, ja. Saj vem, kaj gledaš, ja, več kot to. A je to zdaj preseglo v kaj več, oziroma si niste pričakovala take zadeve, da bo to šlo na tako široko, ali je bil to cilj, plan? Ja. Prav gotovo, ne? V bistvu cilj je bil tak, ja, tihi. Plan, tihi želja, tiha želja, velika želja. Zdaj seveda prehaja v vse to. Torej, team buildingi, veselice, oziroma kaj, a imate da gor tudi kakšne srečanje ensamblo morda? Še ne? To bi bilo fajn. Ne, imeli smo srečanje vaščanov. Aha, kaj to pomeni? Konec oktobra, v bistvu, bom rekel, pri vsaki hiši en inštrument. Ja. In to je bilo 12, mislim, da celo 15 otrok. Bom rekel otrok, no. Sami mali so igrali, no, se tudi imamo nekaj gradiva, nekaj, ne. Ja. Drugače pa več ansamblov skupaj ne, no. Mogoče za idejo, ker je teh srečanj muzikantov ogromno, ker vi ste povezani z muzikantarji, zato imate tudi to knjigico, pa tudi vašo znamenito steno. Pri vas, ne? Ja. Kaj je tam gor vse? Zdaj malo prenavlja, nekaj še moramo posodobiti, ker je lanskega gradiva zdaj že dost. To je še manjkalo. Tudi tebe še nismo obesili. A me še niste obesili? Tole je bilo z naše oddaje, ne? To bom pa jaz vedel, ne? To je bila pa izjava, Boštjan, leta tvoja lanska, ne? Lani je kuhal, ne? Pa sem ga nekaj vprašala in bi je tip rekel, to bom pa jaz vedel. In pol je to ostalo in ta smeh in vse to, vi ste prav slike dali delati. In gremo zdaj na steno. Tako. Krasno. Boštjan, kaj boš ti danes pripravljal? Tebe bomo zdaj poslali seveda počasi, ne, za tisto mizico. Prejšnjič smo delali krasne štrukle. Ja, so bili štrukli s pregreto smetano, pa kostanjevi. A ti veš, kako je bilo to dobro? Vem, ja, vem. To je bilo tako dobro, da sem jaz te imam dan željo vprašati, a to se da pri tebi dobiti, kupiti, kako je s tem? Ali to samo pri vas strežete? Ker jaz sem to v službi povedala in sem rekla, a bi ti tak štrukli pa prinesla malo za sprobati, pa da malo to probamo, pa da vidimo. To se da naredi, drugače pri nas to strežemo pod predhodnem naročilo, ki sem že povedal, za te štrukle imamo certifikat. Ja. To se ne naredi na zalogo, ne, to moš sveže prodati. Sveže, ker je tudi vse sveže sestavine, ker si rekel, da imate lokalne sestavine. Ja, pregreta smetana se ne dobi kar v trgovini, ne. Ja, je potreben postopek, ne. Tako. Ja, kaj boš danes, Boštjan, pripravljal? Ker je čas kolin, nekaj sem si že predpripravil, da bo danes hitreje, v bistvu krvavice. Bravo. Malo drugačne. Ja, saj sem vedela, da bo pa malo to drugačne. Ja. Super, te potem seveda poženemo tjale za mizico. V naši družbi pa imamo eno krasno pevko, saj si že opazil, prav gotovo, ne? Sta že kaj pokramljala, počvekala. Se prvič zdaj vidite v živo? Ja, to pa. Ja, fletna, super, fajna punca. Brigita Šule danes, a da ima en velik aplavz, torej tudi za Brigito. Brigita, vedno dobrodošla pri meni, kako si rekla moje? Odlično, kot da sem prišla k tebi domov na obisk, ampak glej, nič več ne morem, toliko me je lahko ta zagrabila v teh vonjav, ki prihajajo iz te mize. Danes je pa res. Si sladkosneda bolj ali bi bolj tole pasali? Oboje? Oboje. Tudi sama kaj pripravljaš, Brigita? Vem, da si zelo dobra kuharica. To Max je mi prišepnil na uho.
Ne zamrljaš. Ja, mora, veš, mora. Zelo rada kuham. Res pa je, da zadnje čase mi doskrat zmanjka časa, ampak če imam le priliko, pa čas zelo rada, koga povabim na kosilo. Ja, to tudi sem smo že bili taka pri tebi. tradicionalna kuharica. A si že bila pri Ja, pa meni? sej veš, da si nas gostila in je bilo res top. Tako da, ja, teh osnov kuharskih sem se naučila že od moje mami, Mamice. od babice, od 10. leta dalje sem že, pri 10-11 štrudle Bravo. začela peš, pa tako, Bravo. ker me to od nekdaj veseli. ne. Krasno. No, Veš, res. to je v bistvu tista domačnost. Ne? Če ženske, mamice, punce znamo to pripraviti, pa da doma zadiši po ali sladkem ali pa po čem drugem je to, a ne? Ja. Ampak kaj, zdaj si malo manj, ne, s časom, ne? Malo manj je časa. Ravnateljica si v šoli oziroma v glasbeni šoli. Res Ti je, vzame veliko časa. služim imam več obveznosti, ja. Tako da, ja, ampak se trudim nekako urediti življenje. Pa navdih sem dobila, evo, ko sem poslušala čudovit ansambel Razgled. Kakšnega? Pa motivacijo, da grem tudi jaz po kakšen razgled v letošnjem letu. Ja, a to ti bo zdaj Dolgo cilj? že nisem, ja, fajn bi bilo res. To pomeni kaj, Brigita, premalo Kakšen hodiš? razgled, ja, res je. A res? Res je. Ampak tudi, veš, tak pomladanski poletni človek sem, zimski čas, sploh te nizke temperature ta teden recimo, in sinusi, in ne vem, 1000 razlogov najdem, Ja. zato da ne bi šla ven, da ne bi šla. Ker drugače obožujem zunanje sprehode, recimo, ok, bolj poravnem, ampak Ja. zato sem rekla, da sem dobila motivacijo tudi mogoče za kakšen hrib, lep razgled. ja. Drugače pa res se veselim pomladnega časa, sončka, višjih temperatur. Ja. Tudi nimamo strahu po tem, a ne, Ja. da si ne prihladimo grlo. ali pa Ja. sinuse. A imaš težave s tem? Mislim, te kaj hitro Ja, lej, če bi me včeraj povabila, bi že stežka prišla. Rekla. Res sem imela težave s sinusi. Ja, saj smo v bistvu bolj kot ne vsi vsi teden pevci. te nizke temperature, ne vem, So težave, nekako ne? so občutljivi. Ja. Ja, in mi že kar z nestrpnostjo pričakujemo prvo pesem, ker bomo z vami tudi malo zaplesali. Ne? Pesem Hvala ti za lepe dni. Lepe dni, Ja. Zdaj pa nekaj, ne? Je že kar nekaj časa, ne, Brigita? Odkar sem posnela to pesem? Ne to pesem, pa kar je bila nazadnja? Kdaj je bila nazadnja? Jaz kar čakam nove komade Lani, tebe. ja, v studiu imam Ja. pripravljeno, glih sem prej tudi njima razlagala. Res? Ja, jaz imam taka obdobja, ne, ko se bolj posvečam recimo Ja. ustvarjanju, recimo novih skladb, saj nastopam konstantno z veseljem, to mi je neke vrste odklop, brez tega ne morem, ampak res za ustvarjanje pa snemanje novih skladb sem pa dostkrat malo lena. Ne. Imam obdobje, ko bolj pogosto to počnem. Zdaj me pa že kar neki mesecev preganja in sicer tale avtor me vsake toliko časa pokliče, kaj, a si že naredila korak naprej. Ja. Ne, še nisem, tako da zdaj sem obljubila, da se v tem mesecu pa spravim. Pa spraviš. Ja, Pa tako jaz da mislim, v da- začetku pomladi lahko pričakujete novo skladbo. Bravo, jaz mislim, da tvoj motivator je tudi tvoj možek Max, Vsekakor ki Max te tudi, po ja. mojem žene naprej. In Max, tam le zale posluša, da jo ti kar mal ne potiskaj naprej, da čim prej slišimo kakšen nov komad. Res je, pa ne le motivator, tudi skupaj in producirava Ja. glasbo in aranžmajem dela, Ja. tako da sem res vesela, na da ga ima. radiju se še akcija? To je pa tudi njegov velik hobi, s katerim se ukvarja, ja. Tako da tudi Radio tam kar si pridno v bistvu raste. Vpeta. Koliko se da, pomagam recimo, ampak ima voditelje, tako da, ja. Opa, tako da Max, Republika male za sebe, kar je prav, ne? Recimo, ne. No, z roko v roki grejo vse stvari pri nama, ne, ampak... Ja, super. Hvala ti za lepe dni, Brigita. Izvoli en aplavz torej za Brigito. Krasna pesem. Oder je tvoj. Pride dan, ko misliš, da si sam, nikogar ne opaziš. Misli ti bežijo daleč stran in na vse kar pozabiš. Žalostni stopila je srce in solzami je priča, da ne morem več naprej, ostala je praznina. Ti sprašujem se, kje si, a čutiš, da boli, ne morem skriti rane. Ta trenutek si želim, da vrneš se nazaj, za
zapoješ pesem zame. Tu stojim in pojem ti, hvala ti za lepe dni. Z razlogom vodi tja, kjer pot nam je neznana. A upam, da nekoč me vrne spet na polja nasmejana. Morda nekoč se srečava in znova poletiva. Takrat šele čutila bi, da sreča ni minljiva. Ti bi plesal z angeli, radostno rekel mi, da lepo je življenje. Ti, prijatelj za vse dni, edini res poznaš vse moje skrite želje. Ti, kjerkoli zdaj že si, spet pogrešam lepe dni. Spomin na tebe še živi. V srcu nosim te vse dni. Ti, sprašujem se, kje si, a čutiš, da boli, ne morem skriti rane. Ta trenutek si želim, da vrneš se nazaj, zapoješ pesem zame. Zdaj priznam in pojem ti, hvala ti za lepe dni. Bravo, krasno! A smo bili v redu? Mal pa že, a ne? Ampak mi smo pripravljeni za naslednjo pesem, ker zdaj bo pa ta huda. Ta je moja. A za moja? Ja, pa če smo najboljši letnik, ne? Vsi smo najboljši letnik, ne? Sicer bodo mogoče malo mlajši, malo čudno pogledali, ampak jaz pravim, da res ni važno, koliko štejemo, važno je, kaj čutimo v srcu, pa da se znamo zabavati, da imamo čim več takih trenutkov, kot je današnji v življenju. Krasno. V novo leto si pristopila kako, oziroma si imela kakšne želje, cilje, kaj si zadala? Saj sva klepetali ob koncu leta, ampak dobro, še enkrat. Pa seveda, kakšna želja za naše gledalke in gledalce? Dobar, tak človek sem, da si nekih ciljev ob koncu leta ponavadi ne zastavljam, nikoli ne. Nobenih zaobljub, ampak čeprav zadnje leta imam pa res eno tako mini, to je, da se bom več gibala v naslednjem letu, da si bom dela malo več časa, pa kakšen razgled poiskala, pa tako, ajde, to ja, drugač pa si želim, da bi ostala zdrava in jaz in vsi moji bližnji. Hvaležna sem za vsak dan, da se zbudim, da še migam in da... Da še migamo, ker kaj hitro pride v naših letih, ne, lahko. Nima veze v kjerih letih. Ja, nima veze, da smo zdravi. Ja, tako. Če s hvaležnostjo živiš, je potem... Pa drugmo. Zdaj pa naslednja pesem, taka živahna, poznate komad? Najboljši letnik? Če ne, če ne, jo zdaj le slišimo. Ja, poženimo, pa gremo. Delo nas iz dneva v dan vleče stran od lepih stvari. Vsi prijatelji hite nekam stran, ker se jim mudi. Spomnite se nacije, naše generacije, kakor eno smo bili. Vsi zdaj zapojmo, daj nasmej se malo zdaj. Za naprej in za nazaj. Svet se zdaj vrti,
prezreš najlepše stvari in oko ti orosi, ker se v njem nič več ne iskri. Kje je zdaj in kam hiti moj spomini šolskih dni, kakor eno smo bili, vsi zdaj zapojmo. Daj nasmej se malo zdaj, za naprej in za nazaj. Svet se zdaj vrti, ker mi smo najboljši letniki. 1, 2, 3, 4, gremo! Daj nasmej se malo zdaj, za naprej in za nazaj. Svet se zdaj vrti, ker mi smo najboljši letniki. Daj nasmej se malo zdaj, za naprej in za nazaj. Svet se zdaj vrti, ker mi smo najboljši letniki. Ker boljših od nas nikjer več ni. Pa jo, vsi smo najboljši letniki, super, jaz sem najboljši, ne ti, ne jaz, vsi smo, tako kot si rekla, ne. Zdaj se lahko malo usedemo in zopet pokramljamo, Brigita, super je bilo tole. Preden gremo, ja, seveda, preden gremo k Boštjanu in pa Srečku, a ne, naprej z piknik placem, torej Marof. Brigita, danes nekdo praznuje, ne, kam greš pol, ker se ti menda že počas mudi. Res je, na eno čudovito kosilo grem, zato mi ta hrana še zdaj bolj, ne da že komi čaka, se že vidim tamle v Šentjerneju. Bola pa boš Ne, se tole. bom, seveda, z velikim veseljem. Ja. Z velikim veseljem in tudi obljubila sem, da bom šla pogledat v letošnjem letu, kje je ta Roka tako, najmo, roka tako, opa! Brigita Šuljar na piknik placu v Marofu, grem s Ali bom teboj. zapela ali bom pa sem pojedla? Ajde, gremo. Pridem, sem to res najbo, veš. Pripadno. Ker midve že dobivava, že eno leto, pa dve, pa tri, pa kar naprej. Velja, določva čim prej. Ja. Praznuje danes kdo? Kako je ime? Moja tahča praznuje danes, 14. januarja, moja tahča Katarina, praznuje. ne? Ja. Kako Kaj se Polonca? Nič, kako se razumeš s to taščo? Odlično, No, saj to. odlično. Res, super tahčo imam, ki je tudi Kako je ime? mojstrica v kuhinji, Veronika Viktorija, kličejo mojo Vera. Ja. Neutrudna, če bom jaz v njenih letih takšna kot je ona, bom najsrečnejši človek na svetu. Ona naredi vsak dan okrog 9 km. Res? Hitre hoje. No, zgleduj se po njej. Super je, v odlični formi in zelo, zelo dobra kuharica. Ja. In zdaj gremo tukaj, draga Veronika, se ostanemo vsi, ja, lahko, ker dur bomo imeli. Veronika, Vera, kaj bomo rekli? Kaj bomo rekli? Vera, kjer rečete Vera? Aj bomo zapeli? Ja. Super, super. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Vera, vse najboljše za ti. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, draga Vera, happy birthday to you. Bravo! Na mnoga leta, ne? Ja. Hvala lepa. V njenem imenu sem prepričana, da smo ji polepšali ta dan s tako lepo glasbeno čestitko. Srečko, dam ti mikrofonček, ampak za gospo Vero pa imamo z vaše kuhinje nekaj, ne? Lahko se sedemo nazaj. Srečko, danes pripravo eno presenečenje za tvojo taščo.
Kaj si pripravil? To je tukaj na mizici. V bistvu mi s našim Piknik Plac Marovom smo na obrobju Kozjanskega. Ja. In Kozjansko je pač poznano po jabolki. Ja. Tole ni obično jabolko, ampak je čokoladno jabolko. Tako da sicer, Ja. danes imamo srečo, ker je še zima, da se glih ne topi, ampak v želodcu se pa lahko. Se pa lahko, a ne? Vidim pa dve kugli. Čigava bo pa druga? Težko vprašanje. Ja, seveda. Čigava bo pa druga? Drugo pa za tebe. Za mene? Res jo bom z velikim veseljem sprobala. Zdaj pa tu povej, a si to ti pripravil? Tole sem jaz testiral na brzino, ja. Sicer sem prvič to delal, ampak... Pa veš, pa ti to testiraš, pa ti takle rata. Jaz to rabim ful dolgo, veš? Ja. Hvala. Daj mi povej, Srečko, a ti si kaj, tudi kuhar po profesiji ali slaščičar, kaj? Ne, jaz sem ekonomist. Nič od tega. Čist nekaj kontra, ja. Torej ljubiteljsko. Ja. Ljubiteljsko Tako. tole, ne? Na žalost. Tudi sam pripravljaš za Piknik Plac Marov sladice? Ne, to pa ne. Ne. To pustimo profesionalcem, da oni da upravijo. No, kako je zdaj s tem? Kako je pri pikniku? Kako v bistvu mi zabezecamo oziroma rezerviramo prostor? Kaj pa ostalo? Zdaj sta različna tipa, ena je za poroke, druga je pa rojstni dnevi, birme, krsti in te zadeve. Pri porokah se ti pogovori začnejo vsaj 1 leto prej. Naredi se nek protokol, kjer se vse doreče od barv, načina dekoracije, slaščičarstva in pač vseh teh zadev. Medtem ko pri rojstnem dnevu opravimo vse mi, razen peciva in torte, to prinesejo slavljenci s sabo. Ostalo pa mi. Ostalo pa vi poskrbite. Boštjan, ti si mojster res v pripravi vseh teh dobrot. Zdaj si bomo pogledali video 1, ki smo si ga tudi že zavrteli, ampak zato si dobil, seveda, lahko ga kar zavrtimo, torej štrukli, pa še ta dodatek zraven si dobil certifikat, oziroma kako je že s tem, da še enkrat povemo, ne, našim gledalkam in gledalcem. Ja, res je, zdaj že v letu 2022. To so štrukli, ja. Medeni štrukli s pregreto smetano. V bistvu certifikat, zakaj, ker je to zaščiteno potem, ne, ta receptura, ne, to je naša. To je prišel en gospod iz kulinarike ocenjevati, kot sem že povedal, od 100 točnih 97 prejev. Krasno, torej odlična številka in zdaj od takrat naprej je to, bom rekla, na vašem meniju, ne, torej postrežete. Če si želijo štrukle. Tudi lahko, ja. Tako. Še posnetek številka 2 bomo pogledali, ja. Takole in si potem privoščili kratka. Kaj pa tole? Ja, to je pa juha, v bistvu Ola Potrida, to je kartozjanska enolončnica, z postrvijo, ker takrat so jedli ribe, ampak ne velikrat, ne, mesa ni bilo na jedilniku, z gomolnicam, pa z stročničem, pa z drobožličnik. Krasno. Povej mi, a to imaš vsako leto kaj v igri, da boš pripravil kako zadevo, da boš certificiral, kako je s tem? Imaš željo, ja, ne? Ja in ne, no. Ja in ne. Ampak za lani smo prepozni, ne. Aha, to je prav se potrebno prijaviti? Tako. Aha, tako. Moš testirati in potem dati na ocenjevanje. Na ocenjevanje. Seveda lahko, Srečko, krasno. Ta certifikat je bil pridobljen na občini Laško za blagovno znamko Okusiti Laško. Zakaj kartozjanske jedi? Mi se nahajamo 3 km stran od Kartuzije Jurklošter. Kartuzija Jurklošter ni znana samo po kartuzijanih, ampak še vedno iščejo grob Veronike Deseniške, ne? Še vedno? In naj bi bila pač pokopana v tem samostanu. In zato pač mi testiramo jedi na temo kartuzija in obujemo stare okuse. Preden se zavrtimo oglase, kratke si bomo samo še pogledali, kako je Božiček, ne, letos Srečko vas obiskal, pa kar dajmo si zavrteti. Bil je zelo priden, ja, evo takole. Ja, inovativen. Ni bilo snega, ne, in se je pač takole pripeljal. Pa res je bil inovativen. Zbrali ste se vaščani, otroci, kako je s tem? V bistvu, to je bila pač druga naša sezona z Božičkom. Letos sicer nismo tega nameravali, oziroma lani nismo tega nameravali izpeljati, ampak je bilo povpraševanje tako veliko, tako da smo 50 prvih otrok obdarili. Ja, lepo, krasno. Midve prideva tudi, ampak prideva poleti, a ne, Brigita? Takole. Spomladi že prideva gor, torej Piknik Plac Marov, prava izbira. Zdaj pa sedijo torej kratki oglasi nojni. Pa gremo.
Življenje se zgodi, ko te packarija ne skrbi. Pralni stroji Gorenje z močjo pare uničijo do 99,9% bakterij. Gorenje. Čistega do ultračistega. Popolnoma čista in popolnoma suha posoda z novimi pomivalnimi stroji Gorenje Ultra Clean. Biostil mikroenkapsulirani Q10 s selenom je popolnoma naravno prehransko dopolnilo, ki vam bo pomagalo v boju s staranjem telesa znotraj in zunaj. Klinično dokazano je boljši od drugih dodatkov Q10 na trgu. V kliničnih študijah, opravljenih v Evropi, se je biostilov koencim Q10 izkazal za do 5-krat učinkovitejšega od ostalih primerljivih farmacevtskih izdelkov Q10 v Evropi. Patentirana tehnologija mikroenkapsulacije omogoča, da kapsula ostane nedotaknjena, ko prehaja kislo okolje želodca in se premika skozi vaš prebavni trakt tako kot hrana. To pa poveča stopnjo absorpcije sestavin v vašem telesu tam, kjer imajo te največji učinek. Koencim Q10 deluje kot hrana za celice v vašem telesu. Višja vsebnost Q10 v celicah pomaga pretvarjati hrano v energijo namesto v maščobo. Tako enostavno je, samo ena kapsula na dan, naravno in brez stranskih učinkov. Biostil mikroenkapsulirani Q10 vsebuje mešanico selena, vitaminov A, E in C ter seveda koencima Q10. Pokličite zdaj in preizkusite Biostilov mikroenkapsulirani Q10 s selenom. Izkoristite akcijsko ponudbo. Ob naročilu 2 ali več vam nudimo kar 20% popusta. Brezplačna pa je tudi poštnina. S patentirano mešanico koencima Q10, selena ter vitaminov A, E in C bo Biostil Q10 s selenom zagotovil pomoč, ki jo vaše telo potrebuje za boljše počutje. Vse te prednosti samo eno kapsulo na dan. Kaj, če obstaja pralni stroj s čarobnim gumbom, ki resnično neguje vaše oblačila in jih prepoji s čudovitim vonjem svežine? In pametni sušilni stroj, ki pri nizki temperaturi nežno posuši vaše najljubše kose, da lahko vsak dan uživate v njihovi mehkobi. Učinkovito, varčno in preprosto čarobno. Gorenje. Evo, Brigita na odhodu si, ne? Škoda, škoda. Res je. Škoda. Pri tebi vedno tako hitro čas mine, da to neverjetno. Ja. Pridem pa že grem. Pa že gremo, ne? Ja. Povej mi zadnja pesem za vse nas, za vse vas, draga moja družba. Bo? Kot nekoč.
Spet bo lep, tako kot nekoč. Naslov za nove Na moje najnovejše je to. Ta zadnja, ne? Ta zadnja, v bistvu. Zdaj greš domov, pozdravi mi, seveda svoje. Ne, k tašči grem na obisk. Ja, se taščo, oprosti, pa mamico pozdravi, ne? Hvala. Draga družba, zdaj se bomo spet malo stisnili. Dej, Marko, prid k meni, no, evo. Bojo rekli te muzikanti. Pa ne samo, da igramo, še plesati moramo cel čas. Pridite, gremo še malo se stisniti. Brigita, izvoli. Sava teče, nosi vse spomine najine, kakor čas ne ustavi se. O bregovih se mudi, moj odsev nariše mi, sebe vidim, tebe ni. Kot bi tekla vroča kri in odnesla mirne dni, še v srcu me boli. Naj nebo izjoče se, pogasi prepire vse, danes prosim vrni se. Kot nekoč objemi me, reci mi, da žal ti je, oprostila ti bom vse. Solze čistijo gorje, srce, pozabila bom vse. Kot nekoč nasmehni se, pusti soncu v srce, pesem stara sliši se. Solze sreče brišejo, kar je slabega bilo, jutri bo pozabljeno. Kot bi tekla vroča kri in odnesla mirne dni, še v srcu me boli. Naj nebo izjoče se, pogasi prepire vse, danes prosim vrni se. Kot nekoč objemi me, reci mi, da žal ti je, oprostila ti bom vse. Solze čistijo gorje, ki ranilo je srce, pozabila bom vse. Kot nekoč nasmehni se, pusti soncu v srce, pesem stara sliši se. Solze sreče brišejo, kar je slabega bilo, jutri bo pozabljeno. Kot nekoč objemi me, reci mi, da žal ti je, oprostila ti bom vse. Solze čistijo gorje, ki ranilo je srce, pozabila bom vse. Pozabila bom vse, pozabila bom vse. Bravo! Ja, super. Brigita, ko šmela koncert, mi pridemo plesati. Hvala lepa, res mi je bilo veselje in čast za tak spremljevalni ansambel. Smo se potrudili, mene še roke bolijo. Ampak je bilo fajn, veš. Si priskrbela še malo jutranje telovadbe. Tako. Evo, jaz te zdaj spuščam, draga moja, da greš domov, srečno pot, pa se veš, vidiva se kje? Če ne prej pa na planini, ne? Kako se reče? Piknik plac Mara. Takole. Hvala ti, Brigita, za tole ture, seveda lahko greš, pozdravi mi Maksa in srečno pot domov. Hvala. Hvala ti za vse, draga moja. Srečno, nasvidenje.
Evo, tako, čau. Moramo se seveda še malo posloviti, draga moja družba. Veselo, nasmejano. Prava energijska bomba je danes tukaj v naši oddaji. Mi bomo pa zdaj začeli z počasi dokončevanjem teh zadev, ki jih je piknik prostor, torej Marof, z sabo danes prinesel. Srečko in pa seveda Boštjan. A še prej bo zdaj zopet čas torej za glasbo, malce mikrofončka, takole, ja, in grem do ansambla Razgled. Razgledovci, naslednja pesem pa bo. Vrh gora. Vrh gora, ja. A ja, jodelnik. Ja! Koliko slaka, Darina, to pozabila. Preveč jih imamo, pa pozabim. Ampak ti jodlaš, ne, draga moja? Ja, tole moramo takle prežgati, ker smo ugasnili. Ti jodlaš, a ne? Jodlam. Ali bi mi zdaj lahko malo zajodlali? Lahko. Pa to mi deli. Jodlijo. Jaz ne znam jodlati. Bravo! Res, to pomeni, imaš vmes kakšno točko, ki je jodlarska. Ja, res. Daj častno mesto tudi z jodlanjem. Ja, seveda so mi dali, pa tudi publika to zelo lepo sprejme. Krasno, super. Naslednja pesem, torej jodlarska. Pripravite se zdaj za tole do konca še nekaj časa. Mi bomo pa počašli tlele ustvarjati. Si že kaj lačna? Že celo oddajo. Ampak, zdaj po naslednji skladbici si pa bomo Boštjana, pa Srečko, prvošili tistle tamle. Mene že mal mika tistle tamle. Marko, tebe tudi? Seveda. Tako. Pripravite se torej za naslednjo pesem, z nami torej ansambel Razgled. V tretje gre rado, zdaj prav gotovo, krasna, čudovita skladba, kjer bo, v kateri blestela naša in pa vaša Katarina z Jodljo. Ja, meni to ne gre. Katarina, izvoli. Dragi veseljaki, zaplešite z menoj. Rada plešem v plesu iskre krešem, neutrudno plešem so noč. Ko fajn z menoj zaplešem, sažarim od sreče, plesu se predam mu rekoč. Ti bom plesala, kot boš želel, in te ljubila, če boš hotel. Ko fajn z menoj zaplešem, sažarim od sreče so noč. Olari, olala, 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 olala. Zaljubila, zdaj vem, da zvesto stal ti bom. Sicer po tvoje vsak dan risal jaz bom, če bom postal tvoj mož. Vsa polna želja sanj, veselo sem prepevala, veselo vriskala, a v srcu pa nosila sem največ od vseh želja, da bi postala jodlarka, kraljica jodlanja.
Pa to, bravo! Pa kapo dole, čeprav je dan snimam, ful dober. A veš, da me presenečaš? Ti tudi, ful dober, res ful fajn ste. Tako da sem že zdaj jaz brez glasa ostala tukaj, veš. Zdaj mi povej, vi ste specialisti razgledovci za, kar naštet, evo, tlele je publika, tlele so ljudje, kaj vse, kam pridete razgledovci? Razgledovci pridemo praktično povsod. Ja, meni zmeraj dajo tale mikrofon. Za najmanjšega grem. Ja, grem lahko malo nižje. Ne. A kar takole? Zdaj mi pa povej. Ja, zdaj se pa jaz majčkam ga počutim. A si videl ti to, kako to zgleda? Ker te moram takole gledati. Ja, dober zgleda. Sežeš mi glik do tu. Ja, do tu. Okej. Pardon, zaletel sem je. Ja, seveda. Ja, ampak pridemo povsod, kjer so ljudje željni zabave. Se pravi, poroke, obletnice, veselice. Ja. Skratka, povsod radi pridemo in radi imamo stik s publiko, tako da kadar igramo, se tudi zelo z njimi pogovarjamo iz odra, se pravi, jih vključujemo v naše dogajanje, tako da zmeraj vedno je veselo. Mene ste čisto vključili, zdaj sem že plesala zraven, to je to. In če povabimo razgled, ne bomo nikako razočarana, ker je to ena taka prava energijska bomba. Ja, smo zelo povezani med sabo in je to čutiti, mislim, da ta energija. Krasno. Ampak tega pa še nisem doživel, ker sem danes. A da sem jaz večja? Vedno je kaj novega. Ja, lahko grem tudi, kjer imaš levi profil ali desni? Vse nje. Noben ni kaj prida. Na kjer, kako si zdaj to mislil? Kar se tiče sebe, ja. Naslednjo pesem, bolj da zapojemo. Zdaj bomo šli pa vrh gora. Jaz sem že, veš, daj no grema, te pa grema. Zdaj se pa vidva vrh gora in kam greva? Mislim, zdaj bi jaz šla še Ja, bomo šli na Mangart, evo. A greva na Mangart danes? Na Mangartsko sedlo. Te pa greva na Mangartsko sedlo. A me daš ti tega sedla zdaj dol? Ja, roko lahko dam. Hvala lepa, takole, krasno. Z nami torej ansambl Razgled, še preden zaigra naslednjo pesem, Boštjan, pridi zdaj v mojo družbo, bomo tule čist en mal naredili tlele prostorčka. Boštjan, zdaj pa povejma, kaj bova delala. Ja. Bom ti jaz držala? Da, prosim. V bistvu krvavice, no. Krvavice, evo, to sem zdaj, pa veš, sem malo gledala, kaj že imamo danes, kaj že rekel, krvavice. Ja, res je. Ampak malo drugače smo rekla, ne? Malo drugače, ja. V bistvu krvavica tipična, ki je, ne, tule vidimo maso. No, bomo odkole čisto manj blizu pokazali. Dodal sem še svež par, s tem, da pečeno krvavico sem jaz slekel po domače. Ok, iz tistega ovoja dol, ja. In bo v testo zavita. Opa, to je pa malo drugačne, to pa nismo. To je še zdaj surovo, bom to spekel. Ja, a imamo pa tako, da bomo vsak en košček sprobali danes tlele. Tako je. Bomo res, a se nam že, joj, pa hitro moramo naslednjo pesem zapleta, ne? Pa nismo na Dolenjskem, pa mojedem. Bravo, ste pa nas z veseljem. Zdaj, kako dolgo bo trajalo tole pečenje? Približno ene? 3-4 minute. Jo, krasno. Te bom odsveril, da bo hitreje. Ti boš to scvril, do naslednje skladbice bomo prav gotovo že počas gotovi, tako da bomo sprobala. In Piknik prac Marof je pravi naslov za to. Ja, tako? Absolutno, tako je. Daj mi ti nekaj povej. Na zadnje, ko ste bili tle v oddaji, so kaj ljudje popraševali, so vas gledali, so vas spremljali preko naše oddaje? Ja, so, ja. Bravo. Vse smo že prej naredili reklamo. Ja, lepo, sem vesela. In torej poroke, slavja, Abrahami, obletnice, ni da ni, torej pravi prostor Piknik plac. Marof. Marof. In pa tvoja ekipa, ne? Ja, brez njih ne gre, ne? Številčna, ne? Ja, tako. Ja, super. Bomo v nadaljevanju še povedali, zdaj pa gremo vrh gora, z nami torej ansambl Razgled. Pridi moja ljubca, greva v planine, kjer so strmine, gore skalnate. Tam srce mi poje, objemo ljubce moje, ko mi zavriska, srečen sem na vse. Pridi zdaj, moj dragi, s tabo bi zapela, tebe objela, sredi ti gora. Vitrič spet mi kuštra, moje kodre zlate, mehke so trate, lep je gorski svet.
v srcu nama je lepo, lep razgled, odmev zgora, v prsih plah potreb srca. Z roko v roki čutiva, da v raju sva. Zlate, mehke so trate, lep je gorski svet. Vrh gora objeta sva, gledava neba modrino, misli v vetru jadrajo, v srcu nama je lepo, lep razgled, odmev zgora, v prsih plah potreb srca. Z roko v roki čutiva, da v raju sva. Z roko v roki čutiva, da v raju sva. Z roko v roki čutiva, da v raju sva. Gledalci, super, hvala lepa zdaj za tole. Ja, je fajn, ne? Ja, odlično. Odlično se imamo. Kaj si mi rekel ti zdaj? Ti si mi rekel, da se imamo ful fajn, da je ful sproščen. Je tako atmosfero, znaš narediti, da tremo kar pozabimo. A smo imeli danes kaj treme? Nič, ne? Nič. Zdaj bomo še pojedli, malo spili, pa je to. Pilmo pa, ko bo kamera ugasnila. Kak je fajn. Ej, daj mi zdaj nekaj pove. A jaz lahko tole dam zdaj malo sprobati, Srečko? Izvoli. Sprobava? Boš ti? Ne, jaz sem že, tako da kar dajte. Taram, tatam, tole bomo sprobali najprej, evo, potem gremo pa na krvavice, a veš? Se pravi moderno brunch, ne? A ste si mislili, razgledalci, da boste tle jedli? Kristjan, prav gotovo ne. Tole sprobajte. Domač kruh, piknik, plac Marov. Ja, ni važen, vse je dober. Servetka zraven, evo, takole. Srečko, ti imaš mikrofon. Še enkrat povabimo, drage gledalke in gledalce, na piknik plac Marov. Tako je. Mi trenutno pauziramo, rečemo, da pauziramo do 1. aprila, ko imamo ponovno otvoritev objekta in začetek nove sezone. Kar pa ne pomeni, da ne delamo. Trenutno ponovno obnavljamo določene zadeve, kmalu bo čas sajenja novih rož in takih zadev, ne. Si bova pa zdaj pogledala zadnji, oziroma tale Marov zima, ker je pri vas res idilično. Pravljica. Pravljica. In jaz, ko sem videla ta posnetek, res nekaj, da ga dam noter, ker je krasen. Koliko imate vi snega? Lansko zimo smo ga imeli 70 cm. To je posnetek z lanske? Ne, to je pa letos tisti sneg, ko je bil prvi sneg. Tako, prvi sneg. Sicer kratko, 2-3 dni, ampak smo ga imeli. Specialisti ste pa torej v poroki in si bova zdaj vmes en tale poročni posnetek tudi pogledala, pa bova dala brez govora. Pa ga sam pogledamo, prav? Kot angel iz nebes, lepa si nocoj. Veš, rad bi ti povedal, da vedno bom le tvoj. Ker moja si edina, pomeniš mi vse. Gre tvoja me bližina, ko zunaj zima je. Saj kot ptica brez kril in sod brez dna, počutim se, kot te ni doma, a vedno, ko se vrneš k meni, srce spet zaigra. Ob tebi ogenj zagori in voda v led se spremeni, s teboj vse, kar je težko, lahko se zdi, če bi še enkrat se rodil, bi znova tvoja pesem bil, zavedno najino skrivnost v srce sem skril.
Krasen razgled, Srečko. Res pravljica, ne? Jaz sem se našla. Si našla, evo. V knjigi sem dvakrat, tole bomo šli malce, takole, oprosti, draga moja, tole je bilo pri Polonci TV Celje, kjer smo se imeli res ful dober. Jaz predlagam, naslednja knjiga se mora imenovati, veš kak, ne? Ja, to bom pa jaz vedel. To bom pa jaz vedel, tako da ta knjiga bo naslednja. Boščan, kako ti gre? Ja, v redu. Ja, a že imamo kaj? A že imamo? Gremo tja? Imamo. Ja, imamo. Povejte, kak je bilo, Marko? Vrhunsko. Je bilo dobro? Ja, super, sem to je ostalo. Je to ti je ostalo, ne? To ne pojesno, da ne bo pomote. V redu, nimaš besed. Evo, super, nastaja. Tako, zdaj bomo pa to seveda 3 minutke približno, ne, stvarili. 3 minutke nekaj, treba je stisniti tole normalno, tako kot vsako krvavico, ne? Ja, ok, cool. Evo, jaz te kar prepuščam, ob koncu oddaje bomo seveda tole mi zdaj vse sprobali. Jaz pa moram zdaj še nekoga pozdraviti. Imam danes lepo oblekco? Ja. A res? Marko, ti si me skozi takle gledal, ne od ozadih. A je v zadih vse ok? Vse štima? Tlele v redu? Jaz se moram zahvaliti seveda moji dragi Simoni iz Vitanje, ki ima takole res vsako nedeljo krasno obleče. Jaz se zdaj, odkar delam z Modo S, res počutim ful dober. Zdaj, hej, draga moja, kamen manjka, tlele se imamo za zmeniti, kaj me je sprašvala, rekla, pa kje dobiš to klepe oblekce, pa tako fajna, ne, Vitanje, pa tudi gostje, ko že pridejo, reče, a danes imaš od Mode S oblekca? Sem rekla, ja, Moda S, Vitanje. Simona je danes z nami. Simona, a se nam boš pridružila? Eno besedico? Drugič, je rekla, da ne bo. Bomo pa drugič seveda jo povabili z velikim veseljem. Krasno se počutim, res, hvala ti za tole in še seveda na sodelovanje v letu 2024. Moda S, torej pravi naslov, tja pojdite si izbrati. Zdaj bodo maturanci, ne Simona? Maturanski plesi, pa razne zabave, pa poroke so pred nami, tam se lahko seveda oblečemo in seveda poskusite vse te krasne oblekce pri Simoni, tako da jaz vas res vabim v Vitanje. Pravi naslov, ne morete zgrešiti, če pa ne, pa mene pokličite, pa vas posmerim. Tako da Simona v soboto pridem z velikim veseljem. Ja, greva Srečko, zdaj še seveda povedati za konec. Povabilo še enkrat, ne, povabimo se naše gledalke in gledalce, kam torej, sva rekla. Za vse tiste, ki nimajo teh omrežij različnih, lahko pokličajo tudi na telefonsko številko, če lahko povem, 031 860 960. Skoraj vsak klic vrnemo nazaj, če se slučajno ne moremo oglasiti in preko telefona se vse dogovorimo. Na maile ponud ne pošiljamo, ampak želimo vse osebne razgovore, da vsak vidi najprej naš prostor, kjer se dogovorimo glede dekoracije in pa potem cele izvedbe. Ja, krasno. Imamo, ne veste, bodoče različne seveda želje, barve, jedilnike, ni da ni? Vse mogoče želje so, ampak vedno se najde kompromis in na koncu je kar je nam največje veselje, zadovoljna nevesta in ženi. In ženi, to je pa najbolj pomembno, največ šteje. Res krasna zgodba se odvija pri vas, torej Piknik plac Marof. Te knjigice lahko tudi tam potem ljudje pregledajo. So na pogled, včasih najdejo tudi kakšno svojo. Vedno vse slike objavljamo z njihovim dovoljenjem. Ja, z dovoljenjem. Prav gotovo, a ne? Tako? Jaz moram tule izpostaviti naše sosede. Mi smo sicer majhna vasica Marina vas, za tisti, ki ne vejo, kot sem že prej omenil, smo v bližini Kartuzije, spadamo pod občino Laško. Res smo majhna vas, ampak zelo... Srečko, oprosti, ti kar govori. Jaz se bom zelo ostala, tebi dam seveda besedo, jaz grem tale malo postrežiti moji dve dami, ti pa kar govori, izvoli. Zelo dobro sodelujemo z vsemi sosedi in naš cilj tudi v prihodnje je, da uporabljamo čim več lokalnih sestavin. To pomeni, da so zadeve pač iz naše vasi. Tudi danes smo prenesli eno medico sabo od naših sosedov. Ne bom jih imenoval, da ne bo kaj narobe, ampak smo probali, ne? Je bilo v redu. Vpraš me še kaj. Rekli smo torej, da zdaj malo počivate, ne? In si nabirate torej novih moči.
Za letos imamo cilj dokončati še eno sobo, trenutno imamo 2 sobi dokončani, tretja naj bi še bila. Prenočišča so sicer namenjene samo mladoporočencem, ampak letos, če bo 3 sobe dokončane, potem bojo na voljo tudi ostalim gostom. Pa še ena zadeva, če nam le uspe, v roku enega meseca bomo izvedeli, naša tiha želja je imeti nedeljska kosila, zaenkrat je pač to zaprtega tipa, ampak če nam letos to uspe, potem bodo vabljeni vsi gledalci televizije Celje na kosilo. Pa pridemo, ne? Pridemo razgledovci, boste videli tudi kakšen razgled je tam, ne? Srečko, hvala lepa ti za zdajle, za danes. Zdaj pa grem seveda še do razgledovcev. Zadnja pesem bo tam, 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 taram, tam, tam, tam. A tule vam že prijetno diši, a ne? 1, 2, ja, 5 jih že imamo, ne? Tako da 1, 2, 3, 4, 5, tam le še malo počakajte. Kaj bova rekli za konec, draga moja? Razgledovci boste zaželeli kaj? Tudi srečno, zdravo, zadovoljno, uspešno novo leto mojim gledalkam in pa gledalcem. Se zdaj še velja, ne, do danes? Jaz mislim, da še velja. Predvsem pa želimo zdravo. Zdravo leto. Zdravo leto. Zdravo leto. Kristjan, še zaključna beseda skoraj da tebi. Ja, enako, zdravo, srečno. Hvala lepa za povabilo v tole čudovito Celje na TV, zmeraj se imamo fino. Danes smo še jedli, kar je krasno. Tako da ja, hvala za tako čudovito oddajo. Boste še prišli? Z veseljem. Niste si mislili, da se bomo imeli tako fajn po mojem? Si mislili, ok, gremo. Ne, zelo sproščeno je, ker imamo mi zelo radi, da ni to, se pravi, scenarij narejen do sekunde natančno, ampak da se spontano zgodi in danes mislim, da se je zgodil, jaz upam, da bojo to tudi gledalci začutili, pa da se srečamo, kaj ne rečem, z razgledom nekje na odru, na veselici in tako naprej. Lepo, super. Rok, Marko, Rok, ja? Rok, ko boš dodal? Ja, se strinjam s Kristjanom, seveda, mi pridemo posod, to, kar smo že rekli, na vsako zadevo, praznovanje, tako in... Danes ste se imeli super. Super je bilo, res taka spontana zadeva. Ja, in čim več takih zadev. Ja, to je fajn, zmeraj je fajn take, da ni vse načrtovano. Ja, jaz nič nimam, tam imam samo napisano, vse ste sami se napovedovali, brez scenarija. In je to. Če pa, kaj ne vem, bo pa Boštjan vedel, a veste, ker Boštjan pa vse ve. A damo še en velik aplavz za Boštjana, ki je pripravil, zdaj je res naš kuhar, ne, tlele, mojster šefa, ne, ki je pripravil res krasne krvavice, a zdaj lahko mi malo sprobamo tole, preden se, bom rekla, zapodimo v zadnjo pesem z naslovom Ali je hadu. Tale pa ni bilo nič hadu danes. Ni bilo hadu, včasih je malo hadu, ampak mi to se zrihtamo zbije, da je fajn na koncu. Da je fajn, morate dati, ali je fajn. Ja, ali je fajn. Naslednja. Ali je hadu, naslednja, ali je fajn. Morate dati to, lej, super. Seveda še, Boštjan, imamo že vse pripravljen? Lahko si postrežemo? Lahko. Ali bomo najprej zapeli? Zapet? Najprej zapojemo, pol si pa postrežemo. Pa razdelimo ja, vsem. Ker pa jaz bom vmes preja, veš, tako da ja. Zadnja besedica, hitro. Ja, super mi je bilo v tej oddaji, jaz upam, da se še kdaj vidimo. Ja, z velikim veseljem. Pa veš, kakšno nalogo imaš ti, da naslednjič, da prineseš en dober štrudel, zmenjeno. Ja, Marko, evo še ti. Kaj ne povem. Ne vem. Potrdimo vse, kar so do zdaj povedali. In je to? Pa upam, da spet pridemo na štrudel. Ali je fajn, ali? Ja. Evo, razgledovci, izvolite, torej zadnja pesem, jaz si bom seveda prvošla, že tole pa vmes sprobam, kjer je najbolj hladen? Tale? Tale? Bo tole, ne? Tako. Hvala ti lepa, Boštjan, za tole. In seveda, dobrodošli na Piknik plac, smo rekli. Marov. Hvala za povabilo. Je bilo v redu? Super. Super smo se imela, ne. Takole, draga moja družba, lepo se imejte, radi se imejte. Jaz bom tole krvavico zdaj malo sprobala, pa veste, kaj bom rekla? Trišči, vsi naredimo. Res je, nekaj posebnega. Nimam rada krvavic, ali hudo dober, ali je fajn, ali je hudo, nič hudo, fajn je. Moram vam priznati, da jaz krvavic nisem pristaš, ampak tole je pa hudo dober. Ja, hudo. Razgledovci, hvala lepa za danes. Hvala lepa, Srečko in Piknik plac Marov in pa seveda Boštjan. Brigita Šule se zdaj že vozi domov. Do prihodne nedelje lepo se imejte, radi se imejte. Smejte se velika, ne? Pa naj vam bo fajn. Srečno, nasvidenje.
Res lepa je in fina, zame je edina, take res na celem svetu ni. Ko pridejo oblaki, težki so koraki, kaj se takrat iz usti prileti. Stoka, da je vroče, sploh ne ve, kaj hoče, dobra volja vsaj je šla po zlu. Vse jo že nervira, ves čas se sekira, poslušam noč in dan, ali je hadu. Ali je hadu, 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 hadu. Kako hadu? Res pa iz hadu. Ali je hadu, 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 hadu. Še malo potrpi, ljuba moja, pa bo šlo. Jaz vse sem že naredil, mislil, da je v redu, ljuba moja pa je čist na dnu. Jo še naprej poslušam, razumeti poskušam, če men se kdaj zgodi, ali je hadu. Ali je hadu, 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 hadu. Kako hadu? Res pa iz hadu. Ali je hadu, 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 hadu. Še malo potrpi, ljuba moja, pa bo šlo. Ali je hadu, 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 hadu. Še malo potrpi, ljuba moja, pa bo šlo. Ali je hadu, 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 hadu. Kako hadu? Res pa iz hadu. Ali je hadu, 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 hadu. Še malo potrpi, ljuba moja, pa bo šlo. Še malo potrpi, ljuba moja, ali bom šel.